tokrat v občinskem informatorju. Na Destrniku vse pripravljeno za širitev pokopališča. Stranka Alenke Bratušek predstavila mariborske kandidate za državni zbor. Barbara je ustvarila 2,5 metra visokega zajčka. Pomoč otrokom in mladostnikom nudijo tudi v svetovalnem centru. Kampanja Gremo volit v Mariboru in na Ptuju. Tonin in Cigler Kralj obiskala Univerzitetni klinični center Maribor. V Selnici so podelili zlate vrtnice. V Spodnji Kungoti so položili temeljni kamen za medgeneracijski športni center. Kmalu spet nedelje ob Trojiškem jezeru s pestro ponudbo hrane in pijače. Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo na Destrniku, kjer so sinoči podpisali pogodbo za razširitev pokopališča. Kot je dejal destrniški župan, je širitev potrebna, saj jim že primanjkuje grobnih polj, prav tako nimajo žarnih grobov in možnosti raztrosa. Spremembe pa bodo tudi pri Mrliški Vežici. Župan Destrnika je izpostavil, da bi do širitve pokopališča moralo že priti prej. Ja, naše pokopališče bi se pravzaprav že moralo širiti v prejšnjem desetletju. Žal do tega ni prišlo. Že leta 2011 smo imeli idejno zasnovo narejeno. Sedaj smo nadaljevali z projektno dokumentacijo. Pokopališče je dejansko že postalo premajhno. Namreč problem na našem pokopališču je, da nimamo niti več grobnih polj, samo par jih je na razpolago. Potem nimamo niti žarnih grobov, nimamo žarnega zida, seveda nimamo tudi ne raztrosa in vse to bo v novem pokopališču. Kar je pa pravzaprav že celih 20 let, odkar smo zgradili pravzaprav že več, skoraj 25 let, odkar smo zgradili Vežico, pa je problem, ker imamo pogrebni sprevod vedno po lokalni cesti. Sedaj pa bomo znotraj samega pokopališča ob izgradnji teh opornih zidov in vsega ostalega, kar sem že naštel, naredili tudi sprevod, torej pot znotraj samega pokopališča. Razširitev pokopališča bo opravilo podjetje Gal Gradnje, dela bodo začeli v najkrajšem možnem času. Ja, prvo so to izkopi temeljnih tal, potem betonaža z kamnitimi izložbami in betonskim bencem in zaključna dela potem. Tako da pričakujete pa, da bo v roku vse tudi končano? Bomo po pogodbenem roku končali. Bodo pa ob tem dobili tudi novo parkirišče. Vesel sem, da je do tega prišlo. V lanskem letu smo tudi od soseda odkupili eno precej veliko parcelo, ki jo pa bomo tudi povezali z samim pokopališčem, tako da bo tam eno večje parkirišče. Kar pa bo pomenilo tudi dodatno pridobitev in prometno varnost na cesti, ki pelje mimo pokopališča. Stranka Alenke Bratušek je včeraj v Mariboru predstavila svoje kandidate za državnozborske volitve v 7. volilni enoti. Na predstavitvi so izpostavili pomen krepitve samooskrbe Slovenije s hrano in razvoja celotne države. V Mariboru za poslance državnega zbora kandidirajo Andrej Rajh, Branislav Rajić in podpredsednik stranke Slavko Šterman. Svoj doprinos Mariboru vidijo tudi kot povezovanje na lokalni ravni. Za Maribor se bom zavzemal še naprej za skladen regionalni razvoj. Zavzemal se bom za krepitev pozicije Maribora, ker vemo, da je drugo največje mesto. Zavzemal se bom tudi za pravično financiranje mestnih občin. To ni vprašanje, kako lahko jaz pomagam. Jaz pravim, da lokalna skupnost se mora vedno povezati z vsemi poslanci iz 7. volilne enote. Na predstavitvi je bila tudi predsednica stranke, ki je dejala, da je stranka že pokazala svojo zavezanost Mariborčanom in Mariborčankam, med drugim z zagonom več infrastrukturnih projektov in ukinitvijo vinjet na hitri cesti skozi Maribor. Sicer pa je izpostavila pomen samooskrbe. Seveda je treba pravočasno začeti pogovore in dogovore z našimi slovenskimi kmeti. Mislimo pa,
kaj bodo pridelali, kakšne bodo odkupne cene in da te hrane čim več ostane doma. Mi bi pa želeli spodbujati tudi manjše, lokalne oskrbe, ekološke, skratka, da vsak, ki ima mogoče en košček zemlje, poskrbi vsaj v enem delu za svojo prehrano. Poleg omenjenih kandidatov SAB v 7. volilni enoti kandidirajo še Vesna Nemec-Gajzer, Luka Vodošek, Marina Držič, Gordana Weber in Ninoslav Ninič. Velika noč pa se približuje in številni že ustvarjajo dekoracijo, ki zagotovo popestri praznične dni. No, Barbara iz Hotinje vasi ob vsakem prazniku poskrbi, da je v njihovem domu, pa tudi v okolici, še bolj praznično. V Hotinji vasi smo obiskali Barbaro Bračko, ki si je letos postavila izziv ustvariti 2,5 metra visokega zajčka. S tem projektom sem začela delati zato, ker imam status invalida, sem nezaposljiva oseba, imam pač dosti tudi zdravstvenih problemov in zato najdem čas v tem, da ustvarjam. Za mene to pomeni sprostitev. Na pomoč pri osnovi so ji priskočili člani turističnega društva Hotinja vas. Pol sem jaz oblekla v mrežo, pol pa sem slamo pa z vrvico ovila, pol pa pač te detajle, da sem še oblikovala, pol pa sem še premazala z mekolom lepilom, pol pa tačke, pa te finese. Pri tem, da so dela že končana, ji je služilo tudi lepo vreme, saj se je zaradi tega izdelek hitro sušil. Pred prazniki boste tako Barbaro vedno videli na domačem dvorišču, kjer ustvarja in poskrbi, da so prazniki pri njih še lepši. V soboto zjutraj z deklinami pač barvamo jajčke, pol košaro napolnimo, pa nesemo žegno skupaj, pol v nedeljo, pa zjutraj recimo pred mašo, ko gremo, imamo velikonočni zajtrk. In zajtrk je vedno čaroben, zaupala nam je, zakaj. Najboljše je pa tisti lipov čaj, ko ga mama naredi, najboljšega. Že tradicionalno to? Tradicionalno, to že pa toliko let že od malega in je to vedno. Otroci recimo, ko so zdaj malo večje, zdaj ni, ko so pa bile male, pa vedno med narcicami jajčke skrivala, da so šle iskat. To je bilo pa že od nekdaj, kot otrok sem tako rasla, tako da sem prenesla na moje dekline tudi. Zajček, ki smo si ga lahko ogledali, pa ni edini veliki projekt, ki se ga je lotila. Pred 2 letoma je ustvarila več kot 2 metra širok adventni venec. Tudi domači jo pri ustvarjanju podpirajo. Mi smo v turističnem društvu zelo veseli, da imamo v svoji sredi našo Barbaro, ki nas vsako leto z nečim razveseli. In to ne z malimi stvarmi, zelo velikimi. Tudi njena mama je precej ustvarjalna, a bolj na drugih področjih. Rada šivala in takšne stvari, pečem rada. Tako da ima nekaj po meni. Zajček bo na ogled 16. aprila na Gmajni, kjer bodo otroci iskali pirhe, poskrbeli bodo tudi za pozornost strani zajčka. Stiske otrok in mladostnikov pa so se v zadnjih 2 letih še bolj poglobile, zato je izrednega pomena, da prepoznamo znake in kdaj je čas, da otrok potrebuje pomoč. Težave v duševnem zdravju med mlajšo populacijo že dobro desetletje naraščajo. Pomoč jim nudijo tudi v svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor. Nudimo vsem tem skupinam pomoč, kakršnokoli začnemo ali od vedenjskih težav, ali učnih, ali čustvenih. Imamo pa tudi skupinske oblike dela. Ena izmed oblik je delo s starši. Imamo šole za starše, tako splošno, kjer se starši učijo veščin in se pogovarjamo o izzivih, ki starševstvo nudi in jih usposabljamo za kvalitetno starševstvo, za učinkovito. Na to imamo tudi Neverjetna leta, se imenuje program, ki je tudi trening veščin starševstva,
In sicer to pa že za otroke, ki imajo določene težave, starši z njimi, je zelo intenziven trening in zelo veliko nudi. Skupina Cool Kids se ukvarja z otroci in mladostniki, ki imajo anksiozne motnje. In tudi za skupino Pogumen kot tiger, ki pa se ukvarja z starši, da znajo oni svojim otrokom nuditi pomoč ob teh anksioznih stiskah. Poseben poudarek dajo tudi skupini Učimo se učiti. In se jih uči veščine učenja, da se znajo sami pravilno, učinkovito učiti. Na voljo imajo tudi skupino, kjer izvajajo treninge za izboljšanje branja. Programov je veliko, vse informacije pa najdete na njihovi spletni strani. Po slovenskih krajih in vaseh skupine prostovoljcev zbirajo podpise v podporo predloga zakona, ki ga pripravil Inštitut 8. marec in nagovarjajo ljudi, naj se odpravijo na volitve. Včeraj so se mudili tudi v Mariboru in na Ptuju. Kampanjo Gremo volit so včeraj predstavili tudi na Ptuju in v Mariboru. Ko so povedali, si želijo sprememb, zato so podali predlog zakona proti škodljivim ukrepom vlade. Pa ja, tudi zbiramo podpise za naš zakon proti škodljivim ukrepom vlade, kot smo pač tudi že prej povedali. 11 zakonskih sprememb, potrebujemo 5000 podpisov, zdaj jih imamo nekaj čez 8000 digitalnih, veliko še po terenu, ki morajo priti do nas, ampak res apeliramo, da pride čim več ljudi, da se pokaže, da so pač to neke zakonske spremembe, ki so nesprejemljive v demokratičnih družbah. Konkretno za kakšne spremembe gre? Gre za vstop podjetja Uber na naš trg. To nam je nesprejemljivo zaradi tega, ker pravzaprav po drugih evropskih državah se pravzaprav toži podjetje Uber, da ne more več delovati v državi. Zakaj? Ker gre tukaj za katastrofalno kršenje delavskih pravic, za prekarizacijo dela. Potem imamo tudi spremembo pri zakonu o tujcih, natančneje pri študentih tujih. Se pravi, sedaj morajo tuji študenti pravzaprav imeti na računu 5000 evrov, da lahko sploh dobijo dovoljenje za začasno prebivanje. To je le nekaj izmed 11 zakonskih sprememb, ki so jih navedli in jih po njihovih besedah lahko najdete na njihovi spletni strani. Podporo predlogu zakona, s katerim bi izbrisali škodljive ukrepe vlade, lahko izrazite z oddajo overjenega podpisa. Prva možnost je preko spleta, to se pravi preko e-uprave, vse tisti, ki imajo digitalno identiteto, to se pravi ta SMS pas, ti lahko kar preko spleta opravijo, tisti, ki pa nimajo tega, pa lahko direktno fizično na upravni enoti. Obrazec morajo zagotoviti na slehani upravni enoti, drugače obrazec dostopen tudi na spletni strani inštituta in pa tudi lahko ga dol dobijo na spletni strani e-uprave. Skratka podpisan, potrebno je izpostaviti tudi, da je obrazec se podpiše in overi na upravni enoti. Do volitev pa bodo dežurali pred upravnimi enotami, delili letake, ki podrobneje razlagajo vsebino predloga zakona in pripravili akcijo prostovoljcev. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj in podpredsednik vlade Republike Slovenije ter minister za obrambo Matej Tonin sta danes obiskala Maribor. Ustavila sta se tudi v UKC Maribor, več pa v nadaljevanju. Z obiskom so podprli njihovo delo in iskali priložnosti, kje jim lahko pomagajo pri razvoju. Prepričan sem, da je bil zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovenskem zdravstvu, ki v prihodnjih letih namenja 2 milijardi investicijskega potenciala za slovensko zdravstvo, zgodovinsko izjemno pomemben, ki bo spravil slovenski zdravstveni sistem na višji nivo. Kot obljubljajo, se bo veliko gradilo tudi v Mariboru. Velik poudarek dajo negovalni bolnišnici. Z projektom vrednim skoraj 9 milijonov evrov se bo ta stara, še relativno dobro ohranjena stavba obnovila in pridobili bomo 54 mest za negovalno bolnišnico. Gre za to, da s sprejemom zakona o dolgotrajni oskrbi smo dali podlago za to, da se tudi na tem nivoju popolnjuje mreža storitev. Negovalne bolnišnice so v Sloveniji velik problem, zato gre zagotovo za izjemno pridobitev. Več o obisku UKC Maribor pa v petkovem občinskem informatorju. V Selnici ob Dravi pa so podelili zlate vrtnice tistim posameznikom in družinam, ki skrbijo za čim lepšo zeleno okolico svojih hiš in imajo zgledno urejene vrtove, balkone, tudi okenske police. Dobili pa so tudi posebnega nagrajenca, ki se prizadevno trudi za to, da so posamezna območja Selnice urejena.
Predsednica turističnega društva Selnica ob Dravi je ob podelitvi zlatih vrtnic za urejeno okolico hiš dejala, da je že pred leti bila presenečena, kako lepo znajo nekateri urediti svoje okolje. Če primerjamo zdaj ljudi, posameznike, kmetije, na kmetijah vemo, da je veliko dela, pa ljudje kljub temu najdejo čas in uredijo svojo okolico, zasadijo cvetje, zelenjavni vrt, skratka urejeno je. Jaz sem pred leti, ko smo mi začeli hoditi okrog po naši občini, zbirati nagrajence, sem bila na gradišču na Kozjaku zelo presenečena, ko sem videla cvetlične korite na hlevu. In na tem hlevu še ta kmetija še danes neguje cvetje, oziroma rože. Tako da so ljudje, ki jim je nekaj mar, nekateri pač jim to ni mar. In tistim najboljšim, ki jim je mar in imajo zgledno urejene svoje vrtičke, dvorišča, zelenice, balkone in okna, so namenili nagrade. V prvi vrsti je za mojo dušo pa za hobi. Ni zdaj to, je seveda priznanje, zlata vrtnica mi je všeč, ker je pač tudi ostali opazijo, da imamo nekaj vlagamo oziroma imamo urejeno, ampak vsekakor smo pa mi najrajši od zunaj pa v naravi, pa da se ukvarjamo z rožami. Roža mi kar dosti pomeni, bom rekla. Tudi po zimi je šopek na mizi obvezno, ne glede kakorkoli, mi je to dosti pomenjeno. Za dušo in veselje skrbi za lepo okolico hiše tudi Jelka Furh. Imam pelargonije, ki jih sama vzgajam, imam hortenzije, različne barve, potem tudi druge, imela sem mini sončnice, ker tudi lepo popestrijo. Ob hiši imam še en vrt, ki imam tudi vse rastline, vse od želišč do vseh, tako da vedno, kadar kaj iz vrta odnesem, zadaj takoj nekaj posadim, tako da je vedno poln. Za neutrudno delo v samem društvu pa je postal posebni nagrajenec Marjan Pajek, ki mu je všeč urejeno okolje. Meni se to dopade in ker hodim tudi dosti po svetu, po drugih krajih, in vse posod vidim, kako je urejeno, pa tudi se tu ureja, da se tudi tu nekaj dogaja, pa nekaj miga. On skupaj z drugimi skrbi za urejeno okolico Viltuškega dvorca. Ni se urejalo, vse zapuščeno in mi smo pogledali to in smo začeli, pa smo dali pobudo na državo, na občino, da bi to začeli urejati, pa da bi tu nekaj z tega nastalo. In pa smo pa začeli košnja trave, obrezovanja drevja in čiščenje. Tako vsako leto pa to zdaj delamo. Delajo in urejajo pa tudi drugi in zato so v Selnici podelili še več priznanj za urejeno okolico, tudi kot spodbudo za nadaljnje delo in za druge. V Spodnji Kungoti so pred enim mesecem začeli rušiti staro zgradbo športnega centra, zdaj pa so že položili temeljni kamen za medgeneracijski športni center. Tega že nestrpno pričakujejo tako športniki, kulturniki kot tudi vsi drugi občani. V Spodnji Kungoti bo v enem letu nastal medgeneracijski športni center. Mnogi so dolga leta čakali na to pridobitev, pa ne samo v Spodnji Kungoti, ampak za celotno občino Kungota in tudi regijsko širše. Gre za takšen res poseben projekt, ki bo, verjamem, da navduševal ne samo občane občine Kungota, ampak tudi občane sosednjih občin. Predvsem pa mi je pomembno to, da gre za medgeneracijski center, torej da je temelj sodelovanja medgeneracijska povezano tako starejši kot mlajših, tako kulture in športa in mislim, da nam bo s tem projektom to uspelo tudi dokazati. Bruto investicija je dobrih 2,2 milijona evrov. Namenjen pa je tako športu kot kulturi. V bistvu se bo v tem centru nahajala manjša dvorana v zgornji etaži za potrebe tudi vaške skupnosti in pa krajanov na območju Spodnje Kungote. Potem bo v spodnji pritlični etaži bojo slačilnice in garderobe za potrebe športa in športnikov in športnic in pa v pritličnem delu bo tudi poseben prostor namenjen za starejše, torej za naše društvo upokojencev Spodnja Kungota, za kungoško pleh muziko, torej kulturni
Zgornike in pa za Kut Lipa. Vsekakor pa verjamem, da bo ta center doprinos tudi širše, kajti tribuna omogoča tudi ne samo športne prireditve, ampak tudi prirejanje kulturnih prireditev in verjamem, da bo živel na polno vse dni v tednu. Rok izgradnje je 15 mesecev. Pričakujemo, da bo drugo leto v tem času v zaključni fazi, seveda pa ni to vse odvisno od nas, ker trenutno stanje na trgu, vemo kako je, cene rastejo iz dneva v dan, oprema, bistvo se roki za dobavo materialov in opreme se daljšajo in seveda tudi to pomeni tudi, da verjetno objekt ne bo za to ceno, ko je podpisan, možno izvesti. Ampak upamo, da se bodo zadeve umirile in da bomo drugo leto v tem času objekt pripeljali do zaključne faze in da bo tako kot danes temeljni kamen, drugo leto nekje v mesecu maju županja prelezala trak in dala v uporabo tale objekt. Sosednjo občino je prišel podpreti projekt tudi pesniški župan, saj občini sodelujeta na več področjih. Zelo dobro sodelujemo z občino Kungota, prav tako tudi z občino Šentilj in seveda tudi z vsemi ostalimi občinami in zelo podpiramo prizadevanja, da dobijo ta medgeneracijski center, tudi seveda športni center in upam, da ga bomo potem vsi skupaj lahko tudi koristili, glede na to, da je tukaj res zelo, zelo blizu naše občine. Zadovoljni pa so tudi pri nogometnem klubu Kungota, ki je imel in bo spet imel tu prostore. Imamo srečno v Spodnji Kungoti, da smo dobili županjo, ki ima posluh za to in si sploh nismo znali predstavljati, da bo to kdaj res. In kot vidimo, je res, stara stavba se je podrla, danes se polaga temeljni kamen in jaz sem tudi občinski svetnik že od ustanovitve občine in vse do danes, ampak danes je moj dan najbolj veseli dan. To je potrdil tudi Miha Fekonja iz istega nogometnega kluba. Vsi se že veselimo tega, ker bo tudi doprineslo k boljših pogojih in tudi bo lahko, vse selekcije imela boljše pogoje in tudi mislim, da bo tudi klub bolj prepoznal in bo lahko boljše delal. In tudi zato se lahko še bolj razume veselje Kungočanov, da bodo dobili čisto nov medgeneracijski športni center Kungota. V Sveti Trojici pa komaj čakajo na otoplitve in lepo vreme ob nedeljah, saj bodo ponovno poskrbeli za nedelje ob jezeru. Lokalni ponudniki tako imenovanega food trucka bodo ob lepem vremenu poskrbeli, da obiskovalci ne bodo lačni. V Sveti Trojici se pripravljajo na zanimivo druženje ob jezeru. Z velikim veseljem sporočamo, da nedelje ob jezeru so nazaj in prvo lepo nedeljo nas torej čakajo kulinarični užitki ob jezeru. To, kar se je v prejšnjih 2 letih že dogajalo, gre za tako imenovano food truck ponudbo, večinoma ponudbo hitre hrane, ampak seveda med njimi, temi, bom rekla, že tudi znanimi, priljubljenimi food truck ponudbami, so pa tudi naši ponudniki iz lokalnega območja z gibanco in ostalimi dobrotami. Podskrbljeno pa seveda tudi za kakšno dobro pijačo in kakšno rujno kapljico. Prostor ob Trojiškem jezeru ima potencial za prirejanje takih prireditev. Zagotovo Sveta Trojica oziroma Trojiško jezero resnično postaja zelo priljubljeno sprehajališče za ljudi od blizu in od daleč in seveda je super, če lahko ob sprehodu tudi kaj pojemo, kaj popijemo, še bolj kot to pa je tisto druženje, družabno preživljanje prostega časa v tako lepem naravnem ambientu, kot je Trojiško jezero. Kar nekaj mesecev bodo ljudje lahko izkoristili lepe nedelje. Ja, načrtujemo vsako lepo nedeljo med aprilom in oktobrom, predvideno med tam 12. uro in 20. uro zvečer. Obljubljajo pa, da ne bo nikoli čisto isto kot prejšnjič, saj bodo imeli različne ponudnike in aktivnosti. Ponudba se prilagaja sproti, tako bo vsak vikend oziroma vsako nedeljo bodo tudi drugi ponudniki, ravno zaradi te pestrosti in različnosti ponudbe. Vsake toliko pa bomo popestrili tudi s kakšnimi glasbenimi vložki in morda tudi kakšnimi delavnicami, predstavitvami, lokalno ponudbo hrane in ostalih zanimivosti. Zdaj morajo le še naročiti čim več lepega vremena, da bodo lahko imeli čim več nedelj ob jezeru. Ob 20. bomo na BKTV-ju soočili kandidate za poslance v volilnem okraju Ruše. Soočenje bo vodila Živa Krušič-Gorišek, ki je že v studiu. Živa, pozdravljena. Kaj lahko pričakujemo gledalke in gledalci od nocojšnjega soočenja?
Ja, Teja, danes v studiu gostim kandidate za poslance v okraju Ruše. Gledalce čaka razprava o več temah. Med drugim bomo govorili o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov, pa o infrastrukturi, sociali, političnem kadrovanju in še marsičem zanimivem. Teja, trenutno, kot lahko vidiš, na goste še čakam. Pohitim le še v masko, ob 20. uri pa se vidimo v živo. Hvala živa in srečno. To je za danes vse. Sveže novice spremljajte tudi na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam miren preostanek večera in nasvidenje.